Dr. Tomaž Grošovnik, pozdravljeni, pogovarjala se bo o vaši novi knjigi Hotena nevednost, pa me zaradi razmer na določeni razdalji, pa me zanima, poidiva kar takoj v bistvu hotena nevednost. Če človek hoče nekaj ne vedeti, potem lahko predpostavljamo, da to že ve. Kako je to mogoče? Ja, to je res nek osnovni paradoks, ki se drži tega pojma kot takega. Je neka napetost, ki je sam pravzaprav niti ne želim zreducirati in jo želim ohraniti takšno, kot je, pa jo preiskati v teh njenih dimenzijah. Zdaj, prvo stvar, ki jo opazimo ob tej analizi je tale, da pravzaprav ne gre samo za en pojav, pač pa za tako en grozd različnih pojavov, med katerimi obstajajo družinske podobnosti, bi mogoče rekel Wittgenstein, kar pomeni, da so nekateri bliže skupaj, drugi bolj oddaljeni. Da naštejem 3 take glavne primere. Prvi je to, kar imenujem ignoranca oziroma tiščanje glave v pesek, se pravi tisti primer, kadar nekako slutimo, da bodo določene informacije, če bomo jih izvedeli, slabo vplivali na nas mogoče naredile nelagodne v našem obstoju in tako naprej in se jih zaradi tega nekako ognemo. Drugi primer bi bil podoben lisici in kislemu grozdju, jaz mu rečem kar zanikanje. To je tisti primer, ko je pravzaprav vse na dlani. Jasno je, kakšna je zadeva, jasno je lisici, da je tisto grozdje sočno, ampak zato, ker ga ne more doseči, ga zanika. In potem so še recimo drugi pojavi, ki jih lahko štejemo vsem. Eden takih je recimo razcepitev spominov, disociacija. To so pa res tisti primeri, kadar imamo opraviti za hudo travmo, kadar enostavno lahko rečemo, da psihični aparat odcepi neko realnost od subjekta, vse z namenom tega, da pravzaprav ta subjekt preživi, da se ohrani. In iz tega lahko potem tudi že izpeljemo to, da je neka vloga hotene nevednosti pravzaprav v tem, da nekako ostajajo stvari takšne, kakršne so. Da se enostavno izogibamo informacijam takrat, kadar nekako zaslutimo, da so tako močne, da bi sesule naš svet. In prva taka zgodovinska referenca, recimo, ki jo najdem, je pravzaprav vsem dobro znana Platonova prispodoba o votlini. Platonova prispodoba o votlini, kjer ni tako, da bi jetniki, ko so osvobojeni, ali pa takrat, ko se osvobojeni vrnejo nazaj, ko se osvobojen jetnik vrne nazaj in želi kolege prebuditi, ni tako, da bi bili ti hvaležni za to spoznanje, pač pa ga želijo umoriti, tako kot so recimo umorili Sokrata. Zakaj? Zaradi tega, ker je ta novica preveč pretresljiva, novica o tem, da obstaja nek radikalno drugačen svet od tega, ki ga poznamo, je pravzaprav osebnostno problematična, pa tudi problematična zato, ker se suva ustaljen družben red, družbene hierarhije, nagrade, ki so bile podeljene za pripoznavanje senc in tako naprej. In tu se mi zdi, da je Platon na nek način lepo dopolnilo Aristotela in sicer njegovega prvega stavka iz metafizike, ki pravi, da ljudje po naravi stremimo k vedenju. Sam pravim, v redu, to je mogoče ena polovica naše spoznavajoče biti, no druga je pa tale, bolj konzervativna, tista, ki se z vsemi 4 pravzaprav upira spoznanju in temu je pravzaprav namenjena knjiga, raziskovanju te dimenzije, upiranja spoznanju, izogibanja resnici. Ob tem je zanimivo, da je v bistvu knjiga izšla med tako imenovano družbeno samoosamosvojitvijo, ko na nek način se pojavlja velik dvom v resnost dogajanja, hkrati pa tudi na političnem področju vznikajo številne teorije zarote. Kako dojemate to dogajanje? Ja, to je res zanimiva, dobra opazka. Na nek način je ravno med pisanjem te knjige se potrdila njena osnovna teza, in sicer tale, da kadar smo soočeni z neko neprijetno resnico, z resnico, ki sesuje naš svet, ki zamenja normalnost, ki jo razgradi, da takrat ne rečemo, no fino, zdaj pa poglejmo, kaj pravi znanost, kakšne so stvari, dajmo pogledati, kaj so dejstva, pač pa se slej ko prej zapremo v neke čudne
pravzaprav z racionalnega vidika težko razumljive lupine, kot so različne teorije zarote, ali pa čisto preprosta zanikanja, da tega sploh ni, da to sploh ne obstaja. In gre, seveda, zopet za ta moment teže resnice, ki je enostavno premočna, da bi se z njo soočili. Recimo, zelo pogosto je to, da se nam zdi, kot da živimo v filmu, kot da to sploh ni realnost. Rabimo kar dolgo časa, da se na to sploh navadimo. To je tipičen moment hotenja nevednosti, kjer dejansko realnost interpretiraš kot fikcijo. Ali pa, kot že omenjene, teorije zarote, ki jih pa sam analiziram v tej smeri, da pravzaprav tistemu, ki jih ima, vseeno nudijo neko zatočišče in so neka tolažba pred čem? Tolažba pred dejstvom, da je človekovo življenje ranljivo, naključno oziroma, kot rečemo filozofi, kontingentno. To je ena od resnic, poleg resnice o smrtnosti posameznika, s katero se je človeku v življenju najtežje sprijazniti. Mi imamo radi stvari pod nadzorom, pod kontrolo. Podobno kot o tem tudi pišem, hipoteza pravičnega sveta. Radi nekako spontano mislimo, da so stvari pravične, da če se bomo trudili, bo prišel nek rezultat, če imamo znanost, bodo stvari pod nadzorom. Takoj, kot se izkaže, da temu ni čisto tako, se tega ustrašimo, se bojimo in potem nekateri raje se zatečejo v te teorije zarote, ki predpostavljajo nekoga, ki ima stvari pod nadzorom, bodisi je to neka zlobna farmacevtska firma, bodisi je to neka država, državni akter, ampak nekdo, skratka, ki nevtralizira dejstvo, da kljub znanosti traja kar nekaj časa, preden razčistimo vsa dejstva, preden najdemo mogoče cepivo, ali pa preden ugotovimo, kateri ukrepi zarežejo, kateri ne. Ker znanstveniki si vzamejo čas, preden posnamejo spletni video. Tako je, seveda, znanost ima neko svojo metodologijo, per aspera ad astra, po trnovi poti do zvezd, oziroma še drugače, zelo težko je priti do spoznanja, do resnice. Če ne bi bilo tako, potem bi nam ideje kar švigale po glavah in bile vse resnične. Pa ni tako. Potrebujemo čas, da se dokopljemo do določenih spoznanj. In zdaj kar tako, z rokava stresati, kaj so tiste ultimativne resnice, ki so odzadaj za nekim videzom pojavov, je pravzaprav spet, po mojem mnenju, enostavno razočaranje za svetom, kakršen je, in bežanje v neke fantazijske svete, ki naj bi obstajali. Zatem svete, ki ponujajo svetove, ki hkrati ponujajo neko tolažbo pred naključnostjo našega bivanja. Če zastavim nekoliko sokratsko vprašanje, med branjem sem dobil vtis, pa ga bom nekoliko še podkrepil, da je veliko odgovornost za pravilno seznanjenost in pravilno vednost polagate na posameznika in posameznico. Če pogledamo recimo tresljaje in premike, ki so jih povzročila državna omrežja, spletni velikani z njihovim oglaševalskim poslom in kako so lažne novice dobile pravzaprav status medijskih vsebin. Mar ni na posamezniku v tej poplavi in manipulaciji informacij preveč teže in odgovornosti, kar se tiče hotenja nevednosti? Ja, gotovo, to je zelo lepa opazka. Skratka, imamo dve dimenziji. Imamo dve dimenziji hotenja nevednosti, ena je tale individualna. Sam bi rekel, skušam to nekako skozi zgodovinsko linijo, ker prvo poglavje knjige se pravzaprav ukvarja z zgodovinskim pregledom refleksije hotenja nevednosti, ki je zasedimo pravzaprav ni tako nov pojav, ni tako nova refleksija tega pojava. Od antike do srednjega veka, do novega veka, seveda v sodobnosti lahko sledimo. In na eni strani imamo tole linijo, bi rekel recimo Avguštin, Kierkegaard, mogoče tudi Heidegger do neke mere, ki je bolj tale individualna, ki gre bolj v nekako notranjost posameznika, kjer se posameznik sooča samim svetom, v katerem živi. Na drugi strani imamo pa tisto linijo, ki skuša poudariti ravno to, kar si omenil, Blaž, namreč tole družbeno dimenzijo hotenja nevednosti, ki jo zasledimo pravzaprav že pri Platonu, pri uporu jetnikov za voljo ohranjanja družbene hierarhije. Naprej jo pa lahko sledimo tudi
deloma bi rekel pri Tomažu Akvinskem, gotovo pa pri seveda Marxu, v tej znameniti besedni zvezi Opij ljudstva, potem pa seveda pri Althusserju. In na nek način lahko rečemo, da je neka oblika hotene nevednosti temelj vsakršne ideologije. In iz tega seveda sledi, da posameznik, ukolikor ni samo zdaj nek atom tam zunaj med ostalimi, pač pa je zmerom del nekega družbenega konteksta, pravzaprav raste v tem družbenem kontekstu in gotovo ne bi bilo korektno, da bi hoteno nevednost videli zgolj kot nek nastavek posameznika. Lahko rečemo, da se eno prepleta seveda z drugim. Lahko rečemo, da nek družben mehanizem izrašča iz te dispozicije, ki jo vidimo pri posameznikih in pogosto tudi igra na to karto. Jaz mislim, da sodobni tokovi in trendi, tudi oglaševanje, velikokrat ravno tudi politično, pravzaprav politični marketing, pogosto igra na to dispozicijo pri posameznikih, da bodo raje prijeli neke hitro ponujene rešitve, kot shajali za težo resnice in refleksije. Po drugi strani pa je seveda ta celoten sistem tak, da je hoteno neveden in da imamo, kot bi rekel recimo Zerubavel ali pa še kdo drug, prav cele socialne, družbene dimenzije zanikanja. Tudi pri Covenu, velikem teoretiku zanikanja, imamo ta družbeni moment, pravzaprav tri: individualno zanikanje, družbeno zanikanje, celo institucionalno zanikanje, pa mogoče tisto, ki je res izjemno močno, takšno kulturno, nekako družbeno, ki ni niti privatno, niti institucionalno, ampak je vse prežemajoče. Tako da, ja, gotovo je tu nek spreplet posameznika in družbe in je treba pri pojasnitvi vedno nihati med obema poloma. Nekako se ga nalezemo, tega vse premežujočega. Kakšno bi potem moralo biti ravnanje posameznika, da se ne ujame v to zamko? To je vprašanje za veliko nagrado, seveda ni enostavno nanj odgovoriti, vendarle pa mi je zelo všeč odgovor Josepha Butlerja, angleškega škofa, spregledanega misleca. On je bil del tega škotskega razsvetljenstva, potem Davida Humea in teh ostalih velikih takrat škotskih duhov. On pravi tole: definitivno je nek lakmusov papir za to, da si v globoki samoprevari, da ustražiš hotene nevednosti, to, da je pri sebi ne opaziš. Spet nek paradoks hotene nevednosti. Bolj kot je ne opaziš, bolj je prisotna. Se pravi, tisti ljudje, ki v sebi ne najdejo nobenega greha, ki so prepričani, da imajo prav, da so oni glasniki resnice, pravičnosti, plemenitih vzrokov in da karkoli naredijo, vse je super, da so vedno vsi drugi zmoti. Ti ljudje so najverjetneje najgloblje v samoprevari in tičijo neki hudi hoteni nevednosti. In zato Butler govori o mirni vesti krivičnika. On razblini to idejo, da je krivičnik nekdo, ki pa potem, pogosto mislimo, ljudje, ki so pa krivični, pa slabo spijo. Ne, ravno zaradi hotene nevednosti so pri sebi prepričani, da so pravični. In blago, mirno spijo, tako kot bi rekel, mogoče vidro žagajo po ulicah Pariza, tako hrgolijo v svojih posteljah. In Butler pravi takole: začnite se preiskovati, začnite gledati svoje misli. Poglejte, kje boste našli takšne vozle odpora, kje boste videli, da mogoče je zaznati trenutke, da ste v zmoti, da niste mogoče čisto pri sebi. Vrtajte v to in pokazalo se vam bo, da ste hoteno nevedni in tako boste počasi začeli razkrivati obseg tega pojava pri sebi. In pa seveda zbranje knjige. Dr. Tomaž Bolšovnik, najlepša hvala za izčrpen pogovor. Hvala lepa.